Odhajajoči predsednik Borut Pahor je izkoristil še zadnje državne praznike v svojem mandatu, da je odprl vrata predsedniške palače in uganjal vragolije s svojimi prijatelji. Kot se za poslovilne žure spodobi, je bilo zelo razposajeno. Gal, če bi zdaj vi imeli možnost, da razglasite kaj bi razglasili? Veliko stvari. Zelo pašeš na ta stol, kako si se počutil na stolu? Predsedniško, ja. Ni problem biti predsednik, a ste videli. Mogoče treba vložiti nekaj napora, da si izvoljen, si narediti frizuro kot Pahor, pa... Ampak se enkrat sedeš v fotelj, se takoj počutiš predsedniško. Se pa treba navaditi, da je na takem položaju treba varovati državne skrivnosti. To zdaj ne bova. A nam lahko zaupaš, kaj si vprašal predsednika? Državna skrivnost. Državna skrivnost, lahko saj namigneš. Povezano je s slovensko obalo. Vprašal pa je, če imam kaj konjaka v pisarni. Wow. Ja, hvala, gospod predsednik. Zdaj ima končno vse smisel. Miške male, supanje v obleki, ležanje na ograji. Odgovor se skriva v konjaku. Mi smo se pa 10 let spraševali, pa kaj je tem človeku, a je ubrisan? A je zmeden? Konjak je kriv. Oziroma upam, da je kriv, če ne je res ubrisan. Ampak v zvezi s tem konjakom ima tudi jaz nekaj vprašanj. Recimo, a ga predsednik po koncu mandata lahko odnese domov, a ga mora pustiti naslednjemu, ga pojerba naslednjem? In ali ni mogoče najboljš, da ga pred odhodom kar spije, z eksa? Mogoče bo potem našel odgovor na naslednje vprašanje. Imate kakšno vprašanje za Luketa ali mene? To se tudi jaz sprašujem. Ta je pa težka, ne, če si že bil na vseh političnih funkcijah v državi. Do penzije pa rabiš vsaj še en mandat. Če odgovora ni našel v konjaku, upam, da ima predsedniška palača tudi vinsko klet. Gospod Pahor, imate še dober mesec. Jaz vas sicer vidim kot peka, ki peče izključno miške male. V pekarni miš mal. Medtem ko se Nataša Pirc Musar in Anže Logar neusmiljeno borita za zmago v finalu predsedniške tekme, mnogi slovenski župani mirno spijo, ker na volitvah čez 3 tedne sploh nimajo proti kandidata in so že zmagovalci. Recimo v občini Rače Fram. Na čelu občine pa večni Branko Ledinek, ki na lokalnih volitvah že drugič zapored nima proti kandidata in mora le še počakati na že 7. mandat. Od strani občanov Bianco Menico. Okej. Jaz človeka razumem, kako se počuti. Bianco Menica, to imam tudi jaz. Meni dajo denar in lahko z njim delam kar čem v tej oddaji. Z vsemi 13 evri pa 20 centi. Ne nazadnje pa tudi jaz nikoli nimam proti kandidata, ki bi rad naslednjo sezono vodil to oddajo. Že 8 leto brez konkurence vodim ta teden z Juretom Godlerjem in tako bo še naprej. Prosim za aplavz, ker ni planirano. Ne, še, hecam se. Skratka, dajmo pogledati še en recept, kako kljub volitvam vladati brez tekmecev. Med sabo se poznamo in nekako informacija z terena, da pač vkoliko še bom jaz kandidiral, ali je to dobro ali ne, to ne vem, dokler bom nekako še se jaz odločil za kandidaturo, da pač nekdo drugi se pač zaenkrat še ne bi odločil. Meni zveni to malo kot mafijska posla. Sorry. Ja bi ti bil župan, on bo, okej, on bo. Boli ti župan, ja, jaz bom. Okej, on bo. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.